prosili so me, naj navedem primer oziroma razliko med racionalnim in mističnim umom. Dajmo vzeti za primer nekaj čist banalnega. A veste, ljudje, ki prosijo za denar, ne vem, pred trgovino, pri parkomatih pa podobno. No, racionalni bo v tem primeru rekel, ne grejo delati, saj pa lej ga, je mlad, je zdrav, ima roke, ima noge, tudi jaz moram delati, sistem je itak za vse isti, še ljudi ni za delati zadnje čase, posod jamrajo, da manjka kadra, tako da delo zagotovo lahko najdejo, torej očitno ga nočejo, zakaj bi jim bolj jaz dajal denar? Mistični bo rekel, nikoli ne veš, kdo to je. Mogoče pa je to reinkarniran sorodnik, prednik, hišni ljubljenček, lahko je to angel pod krinko, ki preverja, a boš videl, a boš slišal, a boš začutil, a boš spregledal in boš dal torej nekaj od sebe. Zagotovo se bo kdo tudi prepoznal v tem, če povem, da se lahko izrazi naprimer tudi vraževerni In vraževeren bo pa pomislil, boljše da nekaj dam, da ne bom imel slabe vesti ali pa da se me ne bo držala kakšna smola pa nesreča, če se slučajno tale oseba ujezi name, pa me bo kaj preklela, ker sem jo zignoriral. Ali pa negotov bo pa tehtal pa razmišljal, pa upravičeval, jaz se pa ne vemo, kaj se je revežu zgodil, kakšna je njegova zgodba, kako je prišel do tega, do te točke, se pa noben sigurno ne uživa v tem, da rab druge prosjačati za svoje preživetje. In če vas zanima, kdo od vseh teh načinov delovanja uma ima zares prav, nihče. Tako da zapomnite si, naš je pravi kameleon v sposobnosti preobražanja v načinih delovanja.